pozdravljene na tej dень spomina na to Jezušovo zadnje dejanje na toj zemlji. To zadnje dejanje Jezušovega življenja. Jezus je bil na zemlji samo eno določeno obdobje, eden določeni čas, glih tako tu je in ti. Določeni čas smo na zemlji, določeni čas živimo tu na zemlji, eno določeno obdobje in ti potom, da se tu življenje zaključi, ti se preselimo. Preselimo se v eno drugo dimenzijo, preselimo se v večnost. Jezus, da je končil svoje poslanstvo, je odišel nazaj k svojemu oče. Zakaj? Zato, ker nam pripravi mesto za naše
večno prebivanje. On je gradbenik, on je tisti notranji oblikovalec prostorov. On je še dosta več. On je tisti zakladničar, štere pripravlja za nas so tisto velečastno dogodiščino, šteromo te živele so večnost. In znate, tudi mi bomo dokončali naše poslanstvo tu na zemlji, temu se preselili v večnost. Gemo preživljali večnost, je odvisno od odločitve vsakoga posameznika. Zdaj, dnes, nej inok, nej ti, če da čas, ne veš, če boš imel še eno priložnost. Dnes je tej milostni čas, dnes je den zveličanja. In zato je tako pomembno, da pravilno opravimo svoje poslanstvo tu na toj zemlji. Prešteli bi Božjo besedo in rad bi, kad v Küper gor stanemo ob tom odlomki iz apostolski del iz 1. poglavja od 6. po 11. vrstice preštejmo Božjo besedo, štera opisuje dogodek, šteroga se mi dnes spominamo Jezušovga odhoda s tej zemlji. Apostolska dela 1. poglavje od 6 do 11. Tu Božja beseda piše tako. Ko so bili zbrani, so ga vprašali: Gospod, ali boš v tem času obnovil Izraelsko kraljestvo? Rekel jim je: ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je Oče določil v svoji oblasti. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Po teh besedah se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblak ga je zastaril njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli oditi v nebo. Nebeški Oče, hvala tebi za tvojo drago svetu reč. Pomori me, ka bi za istino izpovedal to, ko je tvoja sveta vola, in pomori nam, kamo tvojo reč razmeli in kamo po njej živeli, kamo jo prenesli v svoje življenje, v vsakom dnevi, na vsakom mestu, se posede, koma bomo mišli, pravzaprav, koma nas ti pošilaš. Pomagaj nam, kamo za istino prave tvoje priče, kako je to tvoja sveta vola. Amen. Amen. Leko zavzemete svoja mesta. Božja beseda, dragi moji, je živa, vedno znova nam guči in nas spodbuja živeti eno življenje vredno toga Božjega poziva. Poziva, šteri nas Bog poziva, kad smo noj njegovi služabniki. Tok je bilo v časi Jezušovih učencom, do jim je Jezuš osebno gučil. Te je Jezus osebno njim gučil Bože besede, Božjo besedo, zdaj pa nam guči skozi njegovo drago sveto reč. In znate ko, ještě nekaj več, Sveti Duh nam razodeva in nam odkriva vedno nove zaklade, štere ima Božja beseda za naša življenja. Vsaki dan, če dobro štejš, boš odkrival ene nove zaklade, eno novo bogatstvo v Božoj besedi. To je naša duhovna hrana. To je naša duhovna moč, brez štere nemo zmogli v tom času duhovne suše, štera vlada po celom etom svete. S kim se hranimo? Ko spuščamo, ko vnašamo v svoje življenje, znate, takšne bodo tudi rezultate.
če se hranimo z Božjo besedo do v nas, ene svete, Božje rezultate. Če se hranimo z drugimi stvarami, bomo prinašali druge sadove. Koga postavljamo na prvo mesto v svojem življenju? Znate, te, da imel nadzor nad vsem, ko bomo mi delali. Te, da imel eden najvišji vpliv na naše postopke, na vsakom področju našega življenja. Pogledali bomo v tej tekst, ktorega smo prešteli, in učenci so tu imeli zadnje srečanje z Jezusom, eno zadnjo skupnost z njim, ali oni so se toga pravzaprav ne zavedali. Ne so znali, kaj je to za tej zadnji trenutek vkuper z Jezusom. Ali imaš ti sigurnost, ka boš jutro ešte vkuper z tvojimi ljubljenimi, s tvojih bratjov? Ne vemo. Nemamo tej sigurnosti. Znate, na tom srečanje je njih, učence, je zanimala ena stvar, štera je bila živa v Izraelci, zavolo toga, ka so oni od Mešijaša, od Mesije so pričakovali nekaj več. Ne so mu kazali, je to bilo to in gotovo. Ne, oni so od Mešijaša pričakovali obnovitev izraelskega kraljestva. Ali Jezus je ne prišel za to, da bi obnovil izraelsko kraljestvo, pač pa, da bi na to zemljo prinesel Božje kraljestvo. In zavolo toga, kad so Izraelci to ne sprijali, je Božje kraljestvo za njih ne prišlo. V tistom momentu bi lahko prišlo, če bi njega sprijali za Mesijo ali ne. In učenci so gledali, tako povedano, z fizičnimi očami. Mislili so, pa če je Jezus res Mesija, da se zdaj višno to zgodilo, Jezus, da nas osvobodil od rimskega suženstva in bomo mi imeli svojo državo. Ali Jezus njim tu odgovarja, njim tu pravi nekaj drugo, odgovarja njim na en drugi način, in te odgovor je važen za vsakoga Božjega človeka, za vsakoga Božjega otroka. Jezus najprej pravi, ka ne je vaša stvar, ne je naša, ne je moja, ne je tvoja stvar, ka bi mi se znali. Ka bi mi se znali, toliko zna oča in je v njegovoj oblasti. Tako smo prešteli, ni vaša stvar, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je oče določil v svoji oblasti. Človek je, gelte, radoveden. Radoveden je človek. Rad bi sikdar nekaj več znal in to je dobro, se sikdar nekaj novega navčiti. Človek želi imeti čim več informacij in tudi za bodočnost. Ne samo za zdaj, ne samo za dnes, tudi za jutro, tudi za pojutri, tudi za dole. Želi imeti čim več informacij, kaj bi ti lahko bil bolj siguren. In znate, zavolo toga dnes cveti vedeževanje, napovedovanje bodočnosti. Ja, mnogi služijo velike peniaze s tem, ali, dragi moji, Jezus nas opozarja, ka nam ne treba vsega znati, pač pa naj živimo v veri in poslušnosti Bogu, poslušnosti Božoj besedi, tako Božja beseda pravi, tako kot Elija, od katerega smo v nedeljo poslušali. Ne znal, koga čaka tom pri potoki, koma ga je Bog poslal. Ne je znal, kode se vse tom dogajalo. Še menja pa je znal, ko ga čaka tom v Sarepti, koma ga je slede Bog poslal. On je ne znal, kode se tom zgodilo. Elija je imel Božje navodilo.
Elija je imel Božji napotek, Božjo besedo, on je imel Božjo zagotovilo in se je toga držal. Toga se je držal, toga njim je Bog pravil, toga se je zgrobo. Božjega obečanja, vse drugo je prepustil Bogu in znate, Bog je deloval. Bog je deloval. Elija je poslušal in v veri Bogu Božji glas. Dragi moji, tudi naša poslušnost Bogu je izzvana v Jezušovoj izpovedi, Jezušovoj zapovedi. Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu, po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Dragi moji, Jezus je tu povedal samo to, koga je vodilo celo njegovo življenje tu na zemlji in brez koj je ne mogel nikak delovati moč Svetega Duha. Ali se spomnite tistega dogodka, da je Jezus bil, da je Ivan Krstitelj Jezuša krstil? Ko se je to zgodilo? Prišel je Sveti Duh na njega. Sveti Duh in je ostal na njeme, dragi moji, brez toga ne bomo mogli izpolniti Jezušove te zadnje izjave. Boste moje priče. Brez moči Svetega Duha ne ge, ne ti, niti eden med nami ne da mogo izpolniti Jezušove zapovedi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. Tako je zapisano v Janezovem evangeliju v 20. in 20. vrstica. Kakor je Oče mene poslal. Ja, nebeški Oče ga je poslal se na zemljo, ka upravi svoje poslanstvo. In Jezus tu pravi, tudi jaz vas pošiljam, da tudi vi upravite svoje poslanstvo. Jezušovo 3,5-letno delovanje ali usposabljanje učencev je imelo te cilj, jaz vas pošiljam. Imelo je cilj, ka do učenci šli in izpolnili njegovo voljo, izpolnili očetovo voljo. To je tudi za moje in tvoje življenje, ka izpolnimo očetovo voljo. Jezus pošilja mene, pošilja tebe, ka smo njegove priče, njegove pričevalce. In to je bilo zadnje, ko so učenci z Jezušom v Kuper doživeli. V tistem trenutku, da je Jezus to pravo, poleg njove pričakovanj, oni doživijo presenečenje. In v tom presenečenje štero je iztiralo njova razmišljanja, njove postopke, v tom presenečenje so one zrle v nebo. Gledali so gor. Gledali so v nebo. Ale oblak je preprečil, da bi oni videli, koma je Jezus odešel. Oblak ni je to preprečil in to je bilo, tu znova pride na površje to, ko Jezus pravi, ni vaša stvar, da bi vedeli, ka bi se znali. Ne nam trebej znati se. In s tem nam želi Bog povedati, da se noj osredotočamo na tiste najvažnejše stvari. In zavolo toga, ka so se učenci v tistem trenutku ne mogli načuditi tome vznemirljivome trenutke. Ne so se mogli načuditi tome, je Bog še na eden poseben način posredoval v to situacijo. Znate, Bog dela na kreativne načine, na različne načine. In ta je poslal dva moža v belih oblačilih. Dva moža v belih oblačilih. Što sta bila teva dva moža? To sta bila Božjeva poslanca. Moža, štereva sta prinesla sporočilo. Sporočilo iz
nebes. In to sporočilo je imelo eno posebno vsebino. In rad bi, ko razumemo to vsebino, tudi mi, za nas, za naša življenja, za našo situacijo. In kot prvo, najprej pravita teva dva poslanca, kaj stojite? Ko stojite? In tej del se lahko na različne načine predstavljamo, razlagamo. Meni se poraja povezava z Jezušovo izpovedjo v 8. veršu še, gdje pravi to, toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče, gdje? V Jeruzalemu, po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mest sveta. Kaj stojite? Ko stojite? Idite, pojdite, izpolnite nalogo, štero sam vam zavipo. Ne stojte, ne stoj na tvojom mestu. Ide. Že sem pravo, da brez moči Svetega Duha ne bomo mogli opraviti Božjega poslanstva. In dragi moji, moja in tvoja naloga je, da pripravimo pogoje, kada Sveti Duh lahko prišel v moje, v tvoje življenje, za vso silo. In te pogoje so opisane v apostolske delaj v 2. tale. To štemo. Bili so enotni. Bili so enotni, bili so povezani. To je enotnost, skupnost in pa iskrena molitev. Znači, stale so v iskrenoj molitvi pred Bogom. In Bog dnes v tom večeri sprašuje tudi tebe, tudi mene, kaj stojite? Ko stojiš? Pojdi, ide, povej ljudem od moje velike ljubezni, povej ljudem od mojega velikega dela odrešenja, povej ljudem to, ko sem jaz spravil za človeka. Ko stojiš, dragi brat, draga sestra, pojdi, ide v širjenje evangelija. Tvoji sosedje, tvoji znanci, tvoji prijatelji, tvoji sodelavci, sošolci, vsi te do večno pogubljene, če ne dočuli tvojega sporočila od Jezušovega odrešilnega dela. Če ne dočuli od tebe vesele novice, če ne dočuli od mene vesele novice odrešenja, kaj stojite? In druga stvar, štero tudi te možje v belih oblačilih, drugo sporočilo, štero so prinesli, pravi to, kaj gledate v nebo? Ko gledate v nebo? In gledajte, v tom času dosta ljudi gleda v nebo. Kakšno da je vreme? Kakšne do vremenske pogoje? Kakšna da je vremenska napoved? Na različni mediji lahko najdemo napoved. Čase ne trufijo. Gledajo v nebo in pričakujejo lepo vreme. Zato, da bi lahko opravljali svoje delo. In to je dobro. Mi moramo opravljati svoje delo. Ali ještě je nekaj več. Ještě je nekaj več. Tu imamo duhovni smisel gledanja v nebo. Dragi moji, Bog nam sporoča, da naj ne pričakujemo sumo, kada nam nekaj z nebes spadnelo. Ne, pač pa tu mi naj včinimo svoj delež. Ne samo, kada Bog nekše velike stvari delo. Ja, Bog ima tu na toj zemlji mene, ima tebe, kot svoje služabnike, kot orodje v svojih rokah in želi prek tebe, prek mene, prek tvojega, prek mojega življenja delati. Bog želi ponuditi mene in tebe za svojo slavo. Kaj stojite? Kaj gledate v nebo? Če je ostalo
sumo v mojem in tvojem življenju, pregledanje, prstanje, pregledanje nebov, se nikaj ne da zgodilo, nikaj se ne da spremenilo. Ne stoj. Ne boj samo gledalec, pač pa ide in izpuni Jezusovo naročilo, tongi se. In znaj, kada te Bog blagoslovo. Znaj, kada te Bog ponuco na njegov način, na najboljši način. In boš blagoslovljen ti in boš v blagoslov vsem koli sebe. Pojdi, bodi tiste, štiri delaš. In kot treće sporočilo teh mož v belom je sporočilo vypanja. Ne je konec. Obstaja ještě eno vypanje. Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli, iti v nebo. Jezusov ponovni prihod je, dragi moji, Bože obečanje. In že sem pravil, Božja obečanja se spunijo. Ne vemo. Najnoša stvar, kamo znali pač pa naša stvar je, ka bodemo kredi na te ponovne Jezusov prihod. Začasno je bil vzeti Jezus od nas, zakoj? Ka nam v nebesaj pripravi mesto. Ka nam pripravi prostor, gdje te večnost bivali. To je sam pravo učencom, da se je poslavilo od njih v Janezovom evangeliju 14. tale, to štemo, Janezov evangelij 14. tal in 3. vrstica, to pravi, ko odidem, Jezus pravi svojim učencom, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel. Spet bom prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Haleluja! To je Božje obečanje. Mene, tebe, vsakome človeku, štiri vrče njeme. Štiri vrče Boge. Štiri je njega postavil na prvo mesto v svojem življenju, dragi moji. Jezus nam je odišel pripravljati mesto pri svojem nebeškom Oče. Ale obenem pa nas poziva, ka naj čim več ljudi seznanimo s tem sporočilom, ka vsake štiri vrže in živi po Božjih načelih, ima zagotovljeno eno večno bivališče v nebesih. Naj čim več ljudi spozna in zna to istino skozi mene, skozi tebe. Zato smo tu. Da prinesemo radostno vest evangelija. Še nekaj je, ko je Jezus pravil učencom, da se je od njih poslavilo, in to je spodbuda za mene in tebe. Isto v Janezovom evangeliju v 16. tale, imamo to zapisano v 7. veršu še Janezov evangelij 16:7. Pravi to. Toda govorim vam resnico. Za istino velim vam. Govorim vam resnico. Za vas je bolje, da grem, da odidem. Za vas je boljše, da odidem. Kajti, če ne grem, to lažnik ne bo prišel k vam. Če pa odidem, vam ga bom poslal. Aleluja! Jezus svojih po odhode ne pusto samih. Ne pusto same. Ne nas pusto same. Jezus nas je ne pusto same. Njegovo obečanje 16. tale, isto 16. tale Janezovega evangelija, 13. pa 14. vrstica se je izpunilo. In to obečanje je aktualno ještě dnes, ko pa pride on, što duh resnice vas bo uvedel v vso resnico.
ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal in oznanjal vam bo prihodnjih reči. In še več, on bo mene poveličal. Sveti Duh Jezuša poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Aleluja. Dragi moji, to je tako čudovito. Sveti Duh v tvojom življenju poveličuje Jezuša. Te, da izpolnjavamo njegovo voljo, te, da se držimo Božje besede, te, da idemo, te, da pričujemo. Sveti Duh poveličuje Jezuša v mojem in tvojem življenju. In naj se to samo ještě širi, naj se to ještě samo nadaljuje v vsakom trenutku. In še več, on nas vodi v vso resnico, v vso istino, ne samo v eden del resnice, pač pa v vso resnico. In to imamo tu noter zapisano. Sveti Duh nam razodeva skrivnosti Božje svete reči za naša življenja. In ne samo za tu, pač pa tu za vso večnost. Kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Si pripravljeni na to srečanje? Se veseliš tega srečanja? Aleluja. Opravljaš zvesto tebe zavipano nalogo od njega. Amen.